Le nekaj ur nas še loči od pričetka slavnostne podelitve Bob leta. Kdaj je nastal dejanski končni scenarij glede na negotovo politično situacijo v Sloveniji? Končni scenarij je nastal oziroma bil potrjen v svoji finalni verziji včeraj zvečer. Ni vezan direktno na dogodke, ki so se zgodili, ker smo jih mi itak pričakovali, tako da to zdaj ni neko presenečenje. In zdaj gre za to, da mi zadevo izpeljemo, ker je v prvi vrsti veliko bolj kot negotova politična situacija na prireditvi Bob leta pomembno to, katere izjave so nominirane, kdo so avtorji teh izjav oziroma nominiranci in seveda na vse zadnje, katera je tista od nominiranih 10 izjav, ki bo na koncu prejela laskavi naziv Bob leta 2011. Včeraj je bila opravljena glavnina priprav, danes še zadnje podrobnosti. Ste pri vsem skupaj morda naleteli na kakršnekoli težave? Vedno so manjši zapleti, ampak moram reči, da imam zelo dobro ekipo in smo do zdaj že vse rešili. Česa se lahko morda gledalci jutri najbolj veselijo, poleg same slavnostne razglasitve zmagovalca Bob leta? Tadeja Toša. Koga si boste vi jutri najbolj privoščili? Ne gre za to, da bi se nekoga prav posebej privoščili ali pa želeli privoščiti oziroma na odru pred gledalci cele Slovenije obračunavati z neko politično opcijo, daleč od tega ne. Gre za to, da ker Bob sam po sebi je malo politično obarvana prireditev, tudi lani je bilo tako, gre za to, da pač politikom se ne moremo izogniti temu, da bi jih omenjali glede na to, koliko jih je v etru in povsod okoli nas, tako da smo mi procentualno probali to, kakšno porcijo česa bo kdo dobil, probali bazirati na tem, kakšen je bil tudi volilni rezultat. Se pravi, relativni zmagovalci, pa relativni poraženci, pa tisti, ki so zraven, pa tisti, ki jih ni, pa oni, ki so vmes. Pač tako je, ne? Definitivno s Tadejem pripravljava scenarij 3 do 4 mesece, nabirava ideje, postavljava neko strukturo, potem čakava na nominiranih 10 izjav za Boba leta, poskušava znotraj tega konceptualno postaviti neke smiselne sklope, ki se navezujejo na samo prireditev, ker to je podelitev Boba leta, torej izjave brez dlake na jeziku. Finese pa smo letos počakali do konca, da smo še zadnje popravke ustavili.